Pozdravljeni. V času poletnega premora imamo seveda več časa za vaše pobude in vprašanja. Danes bomo skupaj skušali razumeti, koliko se lahko izboljša čas bolida od začetka pa do konca določene sezone. Namreč nekoga izmed vas iskreno zanima, koliko lahko vpliva razvoj na sam rezultat bolida. Na samem začetku bi rad poudaril, da na koncu ne bomo dobili nekega enostavnega, enoznačnega odgovora. Namreč razvoj posamezne ekipe je lahko drugačen od tistega, kar si mi mislimo kot navadni navdušenci, in ni nekih standardov. In treba je povedati, da tudi glede na vstop v veljavo določenega pravilnika lahko imamo različen razvojni potencial. Ampak o čem govorim? Jasno nam je, da na primer Aston Martin v sezoni 2026 bo imel bistveno višji skok naprej kot na primer Cadillac. Čeprav na začetku sezone je bil Aston Martin za Cadillacom, je razvojni potencial te ekipe bistveno višji. Ampak tu je treba povedati, da Williams, na primer, tudi nima takšnega razvojnega potenciala, zato bi bila lahko razlika med časom na začetku in na koncu sezone, na primer, manjša. In to pomeni, da pravzaprav bi si lahko predstavljali, kako je enostavno nadoknaditi na primer 80% zaostanka, ampak za tistih 20%, ki ostanejo na koncu, je treba vložiti bistveno več napora, bistveno več sredstev. In tu seveda ne smemo pozabiti na nekaj, da na začetku nekega razvojnega cikla, nekega pravilnika Formule 1 se vsaka podrobnost pozna bolj kot na koncu. Da se bomo bolje razumeli. V sezoni 2022 je bilo za tisto generacijo bolidov bistveno lažje nadoknaditi ali pa pridobiti 0,5 sekunde kot na koncu tega cikla v sezoni 2025. In zakaj pride do teh sprememb v pravilniku? Enostavno zato, ker bi, ukolikor bi nadaljevali, imeli težave prav z razvojem. Enostavno se ne bi splačalo vlagati v razvoj, ker ogromna količina denarja, ur v vetrovnikov in resursov bi na koncu pomenila izjemno majhen napredek. Ukolikor se vse začne znova, je napredek bistveno večji in viden. Ampak vzamimo tisti teoretični primer, da bi bili na isti progi, tako na začetku kot na koncu sezone, in bi imeli enake vremenske pogoje z enakimi mešanicami pnevmatike in seveda isto količino goriva v rezervoarju. Koliko bi lahko si predstavljali, da bi bil na koncu sezone boljši rezultat od tistega, ki so ga dosegli na začetku? Seveda za tiste najboljše ekipe, za tiste, ki so na samem začetku imele dober bolid. Verjeli ali ne, po ocenah bi lahko dejali, da se je ta sprememba nekje med 0,5 in sekundo in pol. In čeprav je ta vrednost nekoliko pavšalna, bi se lahko spomnili nekega pojava, ki se pogostokrat pojavi v Formuli 1. Namreč, če vzamemo v zakup, da bi v nekem ciklu v prvih 2 sezonah izboljšali čas za
sekundo in pol, nato za sekundo v tretjem letu in v zadnjem za 5 desetink, nam je lahko jasno, zakaj prav v četrtem letu začnejo padati tisti rekordi, kar se tiče kvalifikacijskega kroga, na določenih progah, seveda pod določenimi pogoji. V prvi sezoni nekega ciklusa pa vidimo, da so počasnejši bolidi, približno za 4-5 sekund na krog. Torej, jasno nam je, da morajo tudi pri FIA dobesedno upočasniti bolide Formule 1. Drugače bi imeli varnostne težave. Namreč vsako sezono bi bili hitrejši, ampak proge bi ostale več ali manj iste. In že sedaj je nevarno, kaj bi bilo, šele če bi nekako dovolili, da bi pravzaprav bili zmeraj hitrejši in seveda zaradi tega bi bilo tveganje višje. A jasno nam je, da ukolikor gledamo že na začetku uspešen bolid, bo vsaka sprememba prinesla bore malo napredka. Seveda, ker je že na začetku bil hiter, je to tisto, kar pomeni, da je praktično razvoj omejen. In po drugi strani ne smemo pozabiti na neko past, ki jo prinaša omejitev proračuna. A več kot zapraviš v sedanji sezoni, manj ti ostane za naslednjo. Se je kdo spraševal, zakaj McLaren in Red Bull letos nista tako dobra kot lani in Mercedes ter Ferrari sta ju oba prehitela? Logično, ker so pri Mercedesu in Ferrariju nekoliko žrtvovali lansko sezono, medtem ko so pri McLarenu in Red Bullu razvijali do konca. In zato je McLaren v svojem razvoju nekje v zaostanku 3 ali 4 mesece za tistimi glavnimi nasprotniki. In videli smo, kako so na veliki nagradi Madžarske verjetno večino tega zaostanka nadoknadili. A tu je treba povedati, da pred poletnim premorom, ki se mu priča sedaj, se ekipe nekako odločijo ta razvoj zaustaviti. Namreč pripravijo vse aerodinamične pakete, predvsem za tiste dirke, ki so na koledarju, seveda v zadnjem delu sezone, in jasno nam je, da naprimer na ameriški turneji ne bodo imeli nič drugega kot tisto, kar je bilo splanirano že sedaj. In to je res zanimivo, kako poteka razvoj v svetu Formule 1. Mnogo aerodinamičnih paketov je napravljenih praktično vnaprej, na zalogo, zato da se lahko nekje od septembra naprej ekipe ukvarjajo s tistim bolidom, ki bo prišel na vrsto naslednje leto. Drugače, do božično-novoletnega obdobja ga ne bi smeli končati, namreč takrat pride na vrsto crash test in dobro se spomnimo, da tam konec januarja že vidimo lahko prve predstavitve. In jasno nam je, da je, ukolikor je bolid uspešen, je tudi tista razlika med začetkom in koncem sezone manjša, kot sem povedal. Oni, ki začne malce bolj v ozadju, lahko pokaže večji napredek, ampak to še ne pomeni, da je ta bolid boljši. Poglejmo lep primer že prej omenjenega Aston Martina z modelom AMR 26. Seveda na veliki nagradi Madžarske smo videli velik skok naprej. Fernando Alonso je prišel v drugi del kvalifikacij. Na veliki nagradi Nizozemske bomo videli tudi nov pogonski sklop Honda. Ampak ali to pomeni, da bomo videli Aston Martin redno med dobitniki točk in da bo lahko celo ogrožal v navednicah Red Bull, McLaren, Ferrari in Mercedes? Osebno dvomim. Zato gledati samo na napredek, ki ga naredi določena ekipa, določen model,
od začetka do konca sezone nam ne pove še vsega. Pogledati je treba tudi, kje je določena ekipa začela in kakšen je njihov razvojni potencial. Kot sem že omenil, Aston Martin ima boljši kader, boljšo infrastrukturo kot Williams, ter lahko zato napreduje hitreje. In to je tudi nekaj, kar moramo upoštevati. Ampak nekje realno je pričakovati razliko, kot sem že povedal, med 5 desetinkami in sekundo in pol na leto. Upam, da sem dokaj podrobno odgovoril na vaše vprašanje, a za danes hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.